Prvotna ideja, da se uvede globalni davek na finančne transakcije, je bila dobra. Nažalost pa so se ambicije tekom razprav in pogajanj kmalu skrčile. Od davka na globalni ravni so se razprave premaknile v smer davka samo na ravni držav članic Evropske unije. Zaradi nasprotovanja nekaterih držav pa se je predlog potem še omejil kot davek za evroobmočje, sedaj pa imamo na mizi dogovor o sodelovanju, ki bo veljal le v 11 od trenutno 17 držav evroobmočja. Takšnemu končnemu dogovoru nasprotujem. Saj davek na finančne transakcije pomeni le novo obremenitev državljanov in gospodarstva, ki je v krizi. Pred kratkim je bil davek na finančne storitve uveden v Sloveniji in banke so ga v celoti prenesle na svoje komitente. Zato ni sprejemljivo, da so na skupnem evropskem trgu s tovrstnim davkom državljani Evropske unije obremenjeni različno, glede na to, iz katere države prihajajo. Evropski davek na finančne transakcije bi lahko predstavljal nov lastni vir proračuna Evropske unije. Tako je bilo prvotno tudi predlagano s strani Evropskega parlamenta. To pa bi pomenilo, da bi države članice vanj prispevale manj. Vendar v to močno dvomim, da bi se zaradi tega vira prispevki držav članic sprostili oziroma zmanjšali. Do danes namreč niti ena vlada ni objavila, za koliko bi se zmanjšal državni proračun in obremenitev davkoplačevalcev, če bi se del davka na finančne transakcije uporabil kot lastni prihodek evropskega proračuna.